Pika začne hoditi v šolo. Tomaž in Anica sta seveda hodila v šolo. Vsako jutro sta se ob 8 prijela za roke in odsapljala s šolskimi knjigami pod pazduho. Ob tem času je Pika ponavadi krtačila konja ali oblačila gospoda Ficka v njegov kostimček. Ali pa se je lotila jutranje telovadbe, kar je pomenilo, da se je vstopila pokončno kot sveča in se 43krat zapovrstjo prekopicnila v zraku. Potem je sedla k kuhinjski mizi ter v blaženem miru spila veliko skodelo kave ob rezini kruha s sirom. Tomaž in Anica sta se zmeraj hrepeneče ozirala k vili Čiračara, kadar sta brusila pete na poti v šolo. Veliko raje bi se šla igrat s Piko, ko bi vsaj hodila v šolo tudi ona. Potem bi še nekako šlo. Pomisli, kako bi se lahko zabavali, ko bi se vračali iz šole, je dejal Tomaž. Pa na poti tja tudi, je menila Anica. Bolj ko sta razmišljala, bolj zoprno se jima zdelo, da Pika ne hodi v šolo. In nazadnje sta sklenila, da jo bosta poskusila k temu nagovoriti. Sploh se ti ne sanja, kako prijazno učiteljico imamo, je Tomaž zvijačno rekel nekega popoldneva. Z Anico sta prišla v vilo Čiračara, potem ko sta se najprej temeljito naučila lekcije za naslednji dan. Ko bi ti vedela, kako zabavno je v šoli, je zatrdila Anica. Meni bi se zmešalo, če ne bi smela tja. Pika je sedela na pručki in si umivala noge v čebru. Nič ni rekla, samo pomigala je z nožnimi prsti, da je poškropila vse naokrog. In v šoli ni treba ostati tako grozno dolgo, je nadaljeval Tomaž. Samo do 2. Ja, in potem imaš božične in velikonočne in poletne počitnice, je pristavila Anica. Pika si je zamišljeno pogrizljala palec na nogi, a je še vedno tiho sedela. Nenadoma pa je vso vodo odločno butnila po kuhinjskih tleh, tako da so se gospodu Ficku, ki je sedel ob strani in se igral z ogledalcem, skozi in skozi premočile hlače. To je krivica, je strogo pribila Pika, ne da bi se zmenila za njegov obup nad mokrimi hlačami. Čista krivica, tega ne mislim prenašati. Česa pa, se je začudil Tomaž. Čez 4 mesece bo Božič in za vaju se takrat začnejo božične počitnice. Pa jaz, kaj pa zame? Je Pikin glas zazvenel žalostno. Nobenih počitnic? Ne, niti najmanjših, je potožila. Nekaj bo treba ukreniti, jutri začnem šolo. Tomaž in Anica sta od navdušenja zaploskala. Hurra! Torej te ob 8 počakava pred našimi vrati. Ne, je odklonila Pika, tako zgodaj ne morem začeti. Sicer pa bom v šolo odjezdila. Rečeno, storjeno. Natanko ob 10 naslednjega dne je dvignila konja z verande in čez nekaj minut so se vsi ljudje v mestecu pridrli na okna gledat, kateri konj je zbezljal. No, je zbezljal, so mislili oni, pa ni bilo res. Samo Piki se je malo mudilo v šolo. Divje je prigalopirala na šolsko dvorišče, skočila z drvečega konja, ga privezala k drevesu in odsunila vrata v učilnico s takim truščem, da so Tomaž, Anica in njuni pridni sošolci kar poskočili v klopeh. Hej, hoj, je zaurila Pika in zavihtela svoj velik klobuk. Sem prav prišla na poštekanko? Tomaž in Anica sta učiteljici že povedala, da bo prišla nova učenka po imenu Pika Nogavička. Poleg tega je slišala zanjo v mestecu in ker je bila zelo prijazna in prijetna učiteljica, je sklenila napraviti vse, da bi bilo Piki v šoli všeč.
Pika se je počila v prazno klop, ne da bi jo kdo povabil. Toda učiteljica se ni zmenila za njene zanikrne manire, samo čisto prijazno je rekla: Dobrodošla v šoli, Pikica, upam, da ti bo všeč in da se boš zelo veliko naučila. Aha, jaz pa upam, da bom imela božične počitnice, je izjavila Pika. Saj zato sem prišla sem. Fer je fer. Če mi najprej poveš svoje polno ime, je rekla učiteljica, te bom vpisala v šolo. Ime mi je Pika Polonica. Viktualija, Roleta, Poprova Meta, Euraziela, Nogavička, hči kapitana Eurazija, Nogavice, ki je bil nekoč strah in trepet vseh morij, zdaj pa je zamorski kralj. Pika je pravzaprav samo moje ljubkovalno ime. Ker se je očetu zdelo, da bi se ti pri Pika Polonici zafrcljal jezik. A tako, je prikimala učiteljica. No, potem te bomo pa tudi mi tako klicali. Pika. Kaj pa, če bi zdaj malo preverili, kaj znaš, je nadaljevala. Saj si že velika deklica in gotovo veliko veš. Mogoče bi začeli z računstvom. No, Pika, mi lahko poveš, koliko je 7 plus 5? Pika jo je ošinila s presenečenim in nejevoljnim pogledom. Nato se je odrezala. No, če sama ne veš, pa nikar ne misli, da ti bom jaz povedala. Vsi otroci so se zgroženo zastrmeli v Piko in učiteljica je pojasnila, da se v šoli ne sme tako odgovarjati. Učiteljice ne kličemo ti, ampak učiteljica. Grozno mi je žal, je skesano rekla Pika. Tega nisem vedela. Ne bom več. No, upam, da res ne, je odgovorila učiteljica. Zdaj pa ti povem, da je 7 plus 5 enako 12. Lej, no, je vzkliknila Pika. Saj si sama vedela, zakaj potem sprašuješ? Joj, kakšen bumbar sem. Že spet sem ti rekla ti, oprosti, je pristavila in se pošteno uščipnila v uho. Učiteljica je sklenila, da se bo delala, kot da ni nič. Nadaljevala je. No, Pika, kaj misliš, koliko je 8 plus 4? Tam nekje okoli 67, je menila Pika. Kje neki, jo je zavrnila učiteljica. 8 plus 4 je 12. Ne, stara moja, tole gre pa predaleč, se je uprla Pika. Sama si ravno kar rekla, da dobimo 12, če seštejemo 5 plus 7. Nekaj reda mora biti tudi v šoli. Sicer pa, če si tako otroče zatreskana v te traparije, zakaj se ne spraviš računat v kakšen odročen kotiček in nas ne pustiš, da se gremo lovit? Ne, že spet sem ti rekla ti, je zgroženo zavpila. Mi lahko, oprosti, samo še tokrat, pa bom od zdaj naprej res poskušala malo bolj paziti. Učiteljica je rekla, da jo oprosti, vendar ni videla nobenega smisla v tem, da bi Piko poskušala naučiti še kaj računstva. Namesto tega je začela spraševati druge otroke. Tomaž, mi znaš odgovoriti na tole? Je vprašala. Če ima Liza 7 jabolk in Drejček 9, koliko jabolk imata skupaj? Ja, kar povej, Tomaž, je poprijela Pika in zraven lahko odgovoriš še meni. Če začne Lizo boleti trebuh, Drejčka pa še bolj, kateri je kriv in kje sta jih narabutala? Učiteljica se je poskušala držati, kot da ni ničesar slišala. Obrnila se je k Anici. Zdaj pa en primer zate, Anica. Gustav je bil s svojimi tovariši na šolskem izletu. Ko je odpotoval, je imel 1 krono. Ko se je vrnil domov, pa 7 stotinov. Koliko je potrošil? Točno tako, je pritegnila Pika.
Vedeti pa hočem tudi, zakaj je tako zapravljal, ali si je kupil sok in ali si je pošteno umil ušesa, preden je odrinil od doma. Učiteljica je sklenila, da bo računstvo obesila na klin. Mislila je, da se bo Pika mogoče z večjim veseljem učila brati, zato je izvlekla lično sličico, ki je predstavljala ježka. Pred ježkovim smrčkom je stala črka J. Zdaj, Pika, boš videla nekaj zabavnega, je oznanila. Tukaj vidiš ježka. In tale črka spredaj se imenuje J. Od tega pa že ne morem verjeti, je ugovarjala Pika. Meni se zdi kot dolg kaveljc, ki ima na vrhu mušji drekec. Res pa bi rada vedela, kaj ima ježek opraviti z mušjim drekcem. Učiteljica je vzela naslednjo sliko, ki je predstavljala kačo in povedala Piki, da se črka spredaj imenuje K. Ko že govorimo o kačah, je poprijela Pika. Nikoli ne bom pozabila, kako sem se v Indiji nekoč spopadla z orjaško kačo. Ne morete si misliti, kako grozna je bila. 14 metrov dolga in razdražljiva kot osa. Vsak dan je požrla 5 indicev in 2 malčka za posladek. Enkrat pa je prišla in se hotela posladkati z mano. Pa se je ovila okrog mene, hrsk, ampak jaz sem rekla, saj nismo od včeraj, in sem jo kresnila po buči, bum, in potem je zasikala. Viš, pa sem jo še enkrat kresnila, bum, in potem je gagnila, apu. Aha, to je torej črka K, res osupljivo. Morala si je malce vdahniti in učiteljica, ki se je vse bolj dozdevalo, da je Pika hrupen in naporen otrok, je predlagala, da naj razred raje riše. Gotovo bo Pika mirno sedela in risala, je pomislila. Tako je razdelila med otroke risalne liste in svinčnike. Lahko rišete, kar hočete, je rekla. Sama pa je sedla za kateder in začela pregledovati zvezke. Čez nekaj minut je dvignila pogled, da bi videla, kako napreduje risanje. Vsi otroci so gledali Piko, ki je ležala na tleh in risala, da se je kar kadilo. Ja, Pika, je nestrpno rekla učiteljica, zakaj pa ne rišeš na papir? Že zdavnaj sem ga porisala, samo na tistem papirčku ni prostora za celega konja, je pojasnila Pika. Ravno sem pri sprednjih nogah, ampak ko bom prišla do repa, bom najbrž morala na hodnik. Učiteljica je nekaj trenutkov mozgala. Kaj, ko bi raje zapeli pesmico, je predlagala. Vsi otroci so ostali v klopeh, vsi razen Pike, ki je še vedno ležala na tleh. Vi kar pojte, da si malo odpočijem, je rekla. Preveč učenosti pokusi še tako zdravega človeka. Toda zdaj je bilo učiteljičinega potrpljenja nepreklicno konec. Ukazala je, naj vsi otroci odidejo na šolsko dvorišče, ker se hoče pogovoriti izrecno s Piko. Ko je Pika ostala sama z učiteljico, je vstala in stopila k katedru. Veš kaj, je rekla. Hočem reči, veš kaj, učiteljica. Strašno zabavno je bilo, da sem prišla in videla, kako se imate. Ampak mislim, da se ne bom več ubadala s šolo. Z božičnimi počitnicami naj pač bo, kar bo. Tukaj je čisto preveč jabolk in ježkov in kač in te krame. V glavi se mi kar vrti. Upam, da ti zato ni hudo, učiteljica. Učiteljica je odgovorila, da je seveda hudo, ampak predvsem zato, ker se Pika niti ne poskusi spodobno vesti in da nobena deklica, ki bi se obnašala tako kot ona, ne bi smela hoditi v šolo, pa če bi še tako rada. Sem se grdo obnašala, je osupnila Pika. Ja no, tega pa nisem vedela.
je pristavila s potrtim pogledom. Nihče ni znal gledati tako pobito kot Pika, kadar je žalostna. Nekaj trenutkov je tiho stala, potem pa z drhtečim glasom spregovorila. Saj razumeš, učiteljica, da nekdo, ki ima angela za mamo in za morskega kralja za očeta, poleg tega pa je še vse življenje plul po morju, ne ve dobro, kako naj se obnaša v šoli, med vsemi jabolki in ježki. Tedaj je učiteljica odgovorila, da to razume in da ni več huda na Piko. Mogoče se bo lahko vrnila v šolo, ko bo malce starejša, in Pika je kar zažarela od veselja. Grozno prijazna se mi zdiš, učiteljica. Na, učiteljica! Iz žepa je izvlekla lepo zlato urico in jo položila na kateder. Učiteljica je ugovarjala, da od nje res ne sme sprejeti take dragocenosti, toda Pika se je odrezala. Moraš, če ne, bom jutri spet prišla in to ti bo cigu migu. Nato se je zapodila na dvorišče in skočila na konja. Vsi otroci so se nagnetli okrog nje, da bi pobožali konja in gledali, kako bo odjezdila. Imam pa že rajši šole v Argentini, je visokosno izjavila Pika in se ozrla po otrocih. Tja bi morali iti, tam se začnejo velikonočne počitnice, 3 dni po božičnih. Ko je velikonočnih konec, so pa samo še 3 dnevi do poletnih. Poletne se končajo 1. novembra, potem pa je seveda hudo garanje, dokler se 11. novembra ne začnejo božične počitnice. Ampak to se še da vzdržati, saj nimajo nobenih lekcij. V Argentini se je namreč strogo prepovedano učiti. Včasih se zgodi, da se kakšen argentinski mulček vtihotapi v omaro z oblekami in se tam naskrivaj pifla, ampak joj, če ga zasači mama. Računstva v šolah sploh nimajo. In če kakšen otrok ve, koliko je 7 plus 5, mora ves dan stati v kotu, če je tako neumen, da to pove učiteljici. Berejo pa samo ob petkih in še to edino v primeru, da se znajde pri roki kakšna knjiga za branje. Ampak to se nikoli ne zgodi. Ja, kaj pa potem počnejo v šoli, se je začudil nek fantiček. Bombone jejo, je prebila Pika. Iz bližnje tovarne bombonov je speljana dolga cev, naravno z učilnico, in iz nje bruhajo bomboni cele dneve, tako da imajo otroci polne roke dela in jih hrustajo. Kaj pa potem počne učiteljica? Je vprašala neka punčka. Otrokom vendar odvija bombone, avša ti taka, je odgovorila Pika. Menda nisi mislila, da delajo to sami. Kje pa? Sami ne stopijo v šolo niti enkrat, ampak pošiljajo svoje brate. Zavihtela je svoj velik klobuk. Živijo mladina, je veselo zavpila. Nekaj časa me ne boste več videli, ampak nikoli ne pozabite, koliko jabolk je imel Drejček. Če ne, se vam slabo piše. Z zvonkim smehom je odjezdila skozi vhod, tako da so konju zaplesali kamenčki okrog kopit. V šolskih oknih pa so zažvenketale šipe.